Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasno oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem zašije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 7 v Ormožu. Ponuja šivanje modnih in klasičnih ženskih, moških in otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi v sredo od 12 do 15 ure, v četrtek in petek od 9 do 13 ure. Vedno pa vam je na voljo na telefonski številki 041 317 339. Dobar den. Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi. Tu je center ponovne uporabe. Veš, kaj vse moje obleke sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, šulje. Pogledaj, kakšne lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ka sem si kufar sobom prinesel, ka ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravila oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stol pašen, ha? Samo noga pa to je zmizade, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Morda je težje zaživeti popolno. Gotovo pa je lahko popolna vaša pričeska. In to z obiskom v frizerskem studiu S-Stil Sandra Hruškar SP, Kolodvorska ulica 6 v Ormožu. Modne in klasične, ženske, moške in otroške pričeske, takšne, kot ste si jih vedno želeli. Za popolno pričesko. Frizerski studio S-Stil v Ormožu. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj.
Pozdravljeni! Minuli teden je završala novica, da bo ormoška tovarna Safilo odpuščala. Glede na skope možnosti zaposlitve v Ormožu je vsako odpuščanje za zaposlene hud udarec. 846 zaposlenim v ormoški tovarni italijanske skupine Safilo so minuli teden na zboru delavcev sporočili, da jih bodo 228 odpustili. Program zmanjševanja števila zaposlenih bi naj bil zaključen do konca marca. Kot poudarjajo v skupini Safilo, ki ima sedež v Padovi, gre za del strateškega načrta skupine, ki vključuje popolno preoblikovanje in modernizacijo do leta 2020. Med spremembami omenjajo tehnologijo Optil, ki uporablja patentiran material, iz katerega so proizvedeni izdelki izključno v tovarni v Ormožu. Kljub temu, da je ta tehnologija edinstvena v industriji, je sčasoma postala nekonkurenčna. Reorganizacijo pojasnjujejo vodilni. Zaradi tega je prišlo do padca količin pri določenih modelih in prehoda na druge materiale. Proizvodi iz teh se izdelujejo v drugih tovarnah, kar posledično vpliva na zmanjševanje količin v tovarni v Ormožu. V primerjavi s enakim obdobjem lani, tako v Ormožu proizvedejo za približno četrtino manj očal. Ta trend se lahko nadaljuje tudi v naslednjih letih, ukolikor ne bodo izpeljani določeni ukrepi, opozarjajo. 2015. leta je ormoška podružnica družbe Safilo zaključila 40 milijoni evrov prihodkov in blizu 2 milijonov evrov čistega dobička. Cilj reorganizacije, kot navajajo, je ustvariti ustrezne pogoje za močno in trajnostno prihodnost tovarne v Ormožu, kar naj bi zagotovilo njeno pomembno vlogo v dobavni verigi skupine. Ta sicer vključuje 7 tovarn, poleg ormoške so te še v Italiji, Združenih državah Amerike in na Kitajskem. Prvi meseci v letu pa predstavljajo tudi čas, ko se devetošolci odločajo za nadaljnja šolanja. V ormoški gimnaziji pričakujejo čim več novih dijakov, tako v gimnazijskem kot v programu predšolske vzgoje. Žal še veliko mladih umov odhaja na šolanje v druga mesta, čeprav ormoška gimnazija ponuja ravno toliko, če še ne več kot vse ostale gimnazije. V teku 18 let je gimnazijo Ormož zapustilo 15 generacij maturantov in večina jih je uspešno zaključila študij in so danes tudi uspešni v svojih poklicih. V tekočem šolskem letu se na gimnaziji v Ormožu šola tudi že 3. generacija dijakinj v programu predšolske vzgoje. Ja, torej na naši šoli se lahko učenci 9 razredov vpišejo v prvi letnik gimnazije, gimnazijskega programa in pa prvi letnik predšolske vzgoje, srednjega strokovno-izobraževalnega programa. Se pravi, ta dva programa trajata oba 4 leta. Pogoji za vpis na oba izobraževalna programa so seveda dober, odličen, čim boljši uspeh v zaključenem 9. razredu osnovne šole. Zdaj, splošna gimnazija je program, ki pripravlja na univerzo, na študije, na prav vse študije tukaj v Sloveniji, na vseh univerzah in pa tudi v tujini. Ne daje pa neke poklicne izobrazbe, ampak dejansko je resnično splošna deska za fakulteto. Dočim predšolska vzgoja pripravlja na poklic oziroma na nek tudi študij, tudi iz tega programa lahko grejo dijakinje študirati naprej. Vendar pa po zaključenem šolanju dijaki pridobijo 5. stopnjo izobrazbe poklicne z nazivom vzgojiteljica oziroma vzgojitelj predšolskih otrok. Razen možnosti, da mlad človek tudi srednjo šolo obiskuje v domačem okolju, ima šolanje v gimnazijskem ali programu predšolske vzgoje v Ormožu še kar nekaj prednosti. Tudi za tiste dijake, ki se vozijo od drugod. Prednosti ima po našem mnenju gimnazija Ormož kar veliko. Prva je ta, da je to novejša zgradba z novejšimi prostori, je sodobno opremljena, pouk poteka v dopoldanskem času in imamo tudi svojo telovadnico, poleg uporabljamo še športno dvorano.
In posebnost je tudi pokriti bazen, ki ga dijaki predvsem brezplačno uporabljajo pri urah športne vzgoje. Tukaj se pa prednosti ne končajo, kajti šola se nahaja v varnem okolju, s čimer je zmanjšana tudi skrb staršev. Potem bližina doma za dijake tega okoliša prav gotovo tudi veliko pomeni, saj imajo več znanja, več časa za učenje. Seveda je pa zmanjšana tudi skrb staršev, saj jih imajo torej otroke doma, vendarle so še toliko, bom rekla, majhni, mladi, da je še bolje, da ostanejo v domačem gnezdu. Seveda so želje otrok različne. Je pa prednost gimnazije prav gotovo naše sodobno znanje, strokovnost profesorjev. Manjše število dijakov nam pa omogoča kvalitetnejšo komunikacijo in to, da se ukvarjamo z vsakim posameznikom, ki za nas ni številka, ampak dejansko je dijak, ki ga spremljamo ves čas izobraževanja in se zanj tudi trudimo. Vzgajamo za samostojnost, za ustvarjalnost, za humanitarnost, za prostovoljstvo, spodbujamo nadarjenje in pa seveda pomagamo tudi tistim šibkejšim v znanju na določenih področjih, bogatimo zlasti trajnostna znanja dijakov in smo ekološko osveščeni. Tako da ne smemo pozabiti tudi na zdravje naših dijakov, poleg tega, da jih vzgajamo za odgovornost, pri čemer so tudi sami bolj zadovoljni, je en vidik, drugi je pa tudi ta, da poskrbimo za njihovo toplo prehrano. Obroke pripravijo v osnovni šoli Ormož in obrok je res količinsko velik in pa zelo okusen in kvaliteten. Tako da nekako želimo zadovoljnega, uspešnega, motiviranega dijaka in vse to mislim, da lahko dosežemo z medsebojnim sodelovanjem, tako z dijaki kot tudi starši. Vsekakor se pa ves čas trudimo se zliti s okoljem, delovati v svojem okolju, se predstavljati in kraju pokazati, koliko smo mu vredni. Sem Sara Hebar, dijakinja 3. letnika gimnazije Ormož. Zakaj sem se odločila za to šolo? Zdaj, če me kdo vpraša, mu največkrat odgovorim, da zaradi bližine, potem zaradi prijetnega vzdušja, ki vlada na šoli, pa tudi dobrih rezultatov z mature. Saj gimnazija Ormož je mala šola, ampak to je ob enem tudi prednost, saj se dijaki med seboj poznamo, tudi učitelji si lahko oziroma profesorji si lahko vzamejo tudi več časa za nas, se nam bolj posvetijo, nam pomagajo na tistih šibkejših področjih, pa tudi nas spodbujajo, da dosežemo te cilje, ki smo si jih zadali oziroma prepoznajo skupaj z nami tudi naša močna področja in nas tudi spodbujajo naprej. Potem pa res zaradi bližine in seveda zaradi predvsem dobrih uspehov in prijetnega vzdušja. Pozdravljeni, sem David Lukner. Za našo gimnazijo sem se odločil zaradi bližine, pa tudi zaradi ostalih bivših dijakov, ki so mi priporočali to gimnazijo, saj je zelo uspešna na vseh področjih, ne samo na maturi, tudi na ostalih tekmovanjih, športnih dogodkih, različnih predstavitvah, seminarskih nalogah, pa tudi zaradi prijateljev, ki so šli sem, saj mi je tako nekako bilo lažji vstop v novo šolo in novo okolje. Šola ima veliko dejavnosti, na katerih lahko razvijamo svoje talente. Te svoje talente pa lahko pokažemo tudi na različnih tekmovanjih. Imamo zelo veliko tekmovanj iz vseh področij. Tako imam pa tudi svoj koncert, kjer lahko glasbeniki, kot sem na primer jaz, pokažemo svoje znanje na različnih inštrumentih. Potem pevke lahko tudi kaj zapojejo samostojno ali pa skupaj s pevskim zborom. Potem športniki lahko razvijajo svoje sposobnosti na različnih športnih tekmovanjih in pokažejo svoje zmožnosti in talente. Drugače pa naša gimnazija skrbi za celoto, da pokažemo vse svoje talente, da nismo izpostavljeni samo na ene strani in tako nas nekako razvijajo na splošnem področju, ne samo na enem. In to je tudi neka prednost naše gimnazije. V moji družbi pa je tudi Janja Žinko, ki bo nam predstavila dejavnosti in krožke na naši gimnaziji. Ja, torej na naši gimnaziji izvajamo številne krožke in pa dejavnosti. Izmed krožkov bi izpostavila
bi izpostavila debatni krožek, ki ima odlične rezultate, ki se vsako leto odpravi na kak večji debatni turnir tudi v tujino. Lani smo recimo bili v Estoniji. Potem imamo dramski krožek, ki vsako leto pripravi kakšno predstavo in z njo popestri kakšno občinsko, tudi šolsko prireditev. Potem imamo tehnološki krožek, ki se ukvarja z razno tehnologijo, tudi s kakimi droni, ki so zadnje čase zelo popularni. Potem imamo radijsko ekipo, novinarsko ekipo, ki skrbi za šolski časopis. Imamo tudi športne ekipe, predvsem rokometno ekipo, v kateri smo 2-kratni državni podprvaki in pa seveda tudi še veliko več. Izmed dejavnosti pa na naši šoli izvajamo veliko projektov, naprimer projekt Youth Start, kjer se učimo podjetnosti, kjer se učimo, kako se naredi izdelek od začetka do konca, kako ga prodati. Potem recimo še na šoli izvajamo tudi izmenjave dijakov z gimnazijo Vič in pa Škofijsko gimnazijo Ljubljana, katere so ponavadi zelo uspešne, saj so dijaki zelo zadovoljni in se radi udeležujejo izmenjav. Potem imamo še karierni dan, v katerem se nam predstavi 17 fakultet iz cele Slovenije glede na interes dijakov. Potem imamo tudi projektne dneve vsako leto pred novoletnimi počitnicami in takrat se ukvarjamo sedaj že 2 leti na temo zdravje. Saj šola zelo skrbi za naše zdravje, smo zdrava šola. Potem pa imamo tudi nagradne ekskurzije za najboljše dijake, s katero pač jih nagradimo. Letos smo bili v Italiji in moram reči, da je bilo zelo lepo. Pika na i pa so seveda ekskurzije, ki jih organiziramo. V letošnjem letu imamo tako večjo ekskurzijo planirano Barcelona, Azurna obala in Provansa, to je 4-dnevna ekskurzija, ki je za nekatere dijake obvezna, za druge pa je nadstandardna. In pa seveda za tiste, ki so pa najboljši, tekom šolanja pa šola potem vedno organizira, torej s pomočjo občin, nagradno ekskurzijo za najboljše dijake. To so pa recimo tudi podobne destinacije, kot so Azurna obala, Švica, Beograd in še in še. Veliko pa se poleg rednega učnega programa dogaja tudi dijakom v programu predšolske vzgoje. Ja, vzela sem si s sabo lutko, ker bi rada povedala to, da veliko ustvarjamo in delamo za otroke. V prejšnjih letih smo pripravili že lutkovne predstave, letos smo se pa lotili tudi gledališke, plesno-dramske predstave in smo tako pravzaprav poskušali otroke osrečiti ob različnih praznikih ali dogodkih. In letos smo pripravili s 3. letniki predstavo z naslovom Ples ljubezni. In tako smo v decembru razveseljevali otroke po vrtcih. Bili smo v vrtcu Ivankovci, potem smo šli v vrtec Miklavž pri Ormožu, potem nas je obiskal vrtec iz Ormoža in tako smo seveda osrečevali v veselem decembru otroke s plesom, glasbo, dramsko igro. Medtem ko smo pripravili tudi za otroke delavnice. To so bile ustvarjalne delavnice, v katerih so se izražale tako dijakinje in dijaki predšolske vzgoje, tako kot tudi potem otroci, ko so ustvarjali. To so bile, snežne krogle, jelenčki, potem okraski za jelko, voščilnice in podobno. Drugače pa smo v predšolski vzgoji tudi pripravili različne ideje, s katerimi bi lahko še v bodoče tudi delali z otroki in tudi iskali smo ideje, zbirali smo ideje. Letos smo se udeležili Pikinega festivala, to je bilo prvič v zgodovini predšolske vzgoje, ki jo zdaj že imamo seveda 3. leto in je bilo prav zanimivo, kako so dijaki spoznavali vse te različne delavnice, vse te ideje in so pravzaprav projektno zbirale in potem poskušale tudi same kakšne te ideje uresničevati. Poleg Pikinega festivala pa smo si ogledali tudi edini otroški muzej v Sloveniji, to pa je v Celju Hermanov Brlog. Tako da smo res poskušali te strokovne stvari, ki jih imamo v Sloveniji, seveda jih je zelo malo, zelo strokovno pogledati, se o njih poučiti in potem tudi vključiti v pouk. In tako izgleda pouk
projektnega ustvarjanja za otroke, kar je pač naša posebnost v okviru odprtega kurikula. Težko, da se na šoli karkoli spregleda. Kljub številnim možnostim udejstvovanja dijakov na mnogih področjih vseživljenjskega učenja, pa šola v prvi vrsti stremi k svojemu temeljnemu poslanstvu, znanju in strokovnosti. Na informativne dneve, kjer se bo dalo izvedeti še več, vas vabijo v petek 10. februarja ob 9:15 ter v soboto 11. februarja ob 9. uri. Turistično društvo Podgorci je v soboto pripravilo 14. vincekovanje s pohodom. Gre za tradicionalno prireditev, ki se je udeležijo mnogi od blizu in daleč. Res je, da so najbrž zelo nizke temperature od pohoda odvrnile več kot polovico tistih, ki na vincenkovanje v Podgorce radi prihajajo. Kljub temu pa se jih je zbralo nekaj čez 100, ki so se veselo odpravili na blizu 14 km dolgo pot po okoliških gričih. Zbirati so se začeli ob 9. uri v kulturni dvorani v Podgorcih, kjer so plačali štartnino, obenem pa prejeli kozarec, ki ga je bilo treba vzeti s seboj. Ta je namreč kako služil svojemu namenu na postojankah ob poti. Seveda so organizatorji z različnimi toplimi napitki postregli še pred odhodom in tako poskrbeli, da je prijetno bilo že na štartu. So pa Vincekovi pohodi, kot je bilo videti in slišati, tudi priložnost, ko se srečujejo stari znanci, ki si imajo vedno veliko povedati. Malo pred 10. so krenili na pot, ki jih je delno vodila skozi Podgorce in potem na Ukreber na Cvetkovski vrh, kjer je bila že prva postojanka. Natalija, ste zadovoljni? Ja, smo. Napram, kako vreme je, bolezni je ogromno in smo kar zadovoljni z obiskom. Pot poteka kar z lahkoto, vsaj tako se vidi. Ja, zelo lepo, ko prijemo više, gremo, lepše sonce je, bolj veseli smo. To pomeni, da še bo danes zelo lep dan, ne da? Ja, zelo lep dan se nam vremensko približuje in tudi, kot vidim, obiskovalci, pohodniki so zelo dobre volje, tako da ni problema, da ne bi. Nekaj nad 100 se vas je zbralo, odkot pa vse prihajajo? Prihajajo z cele Slovenije, malo z Hoč, malo z Ljubljane, malo z Celja, z cele Slovenije, kako vzememo. So to standardni vaši pohodniki ali je tudi med pohodniki kaj novih obrazov? Zdaj, jaz mislim, ker so kar standardni, ker smo jih non-stop videli, take novih ni nekaj, zgleda, da niso upali napram vremenski napovedi in vseeno priti med naše kraje. Že na prvi postojanki pri Jožetu Cvetku na Cvetkovskem vrhu se je vreme pokazalo v najlepši luči. Že itak prelepo zimsko idilo je obogatilo sonce in kmalu zagotovo ni več nikogar zeblo. Malo zaradi sonca, malo zaradi hojev na Kreber, pa seveda tudi zaradi rujnega, ki ga je nevsakdanjim gostom točil Jože Cvetko. Kakšen je to občutek, ko se na vašem dvorišču zbere toliko ljudi? To je zelo lep občutek, to se pravi, da ljudje vejo iti v naravo, vejo se družiti in to je najlepše, kaj je lahko. Ste se kaj posebej na današnji tako množičen obisk pripravljali? Malo sem kolege poklical zraven, da pomagajo postrežiti, malo smo kruheke namazali z zaseko, čebulja malo gor in da se malo si vzamejo lahko, ne? No in še kakšna besedica o vašem vinogradništvu, kje natančno se nahajamo, mislim, da je to Cvetkovski vrh, ne? Tako, to je Cvetkovski vrh že od nekdaj in sicer zato, ker so cvetkovski kmetje imeli vsi zemljo do vsem gor in so prišli po svoji zemlji v svoj vinograd. Koliko trsov zori v vašem vinogradu? Jaz imam nekje 2200 trsov, s tem, da še imam nekaj v najem malo, tako da nekaj malo, v bistvu je hobi bolj to, ne. Ne živite torej od tega? Ne, jaz sem upokojen in to je hobi v bistvu. Fino, želimo vam še veliko takšnih obiskov. Hvala, čim več, ja. Ja, še eno vprašanje, se vsako leto ustavljajo tukaj pri vas? Ja, skoraj vsako leto pač pripravimo nekaj takega. Morajo se ljudje ukrepčati malo, če grejo v hrib, ne. Odkot pa ste vi pohodnica? Jaz sem pohodnica iz Zamošanov. Ste letos prvič na tem pohodu? Ne, sem že bila dvakrat, zdaj sem tretjič. To pomeni, da vam je všeč, ne? Ja, prihaja, pa še danes imam tudi sina zraven,
Tako gremo, vsako leto bomo zdaj naprej hodili. No, zjutraj ni kazalo takšno lepo vreme, vas je to kaj prestrašilo kot mnoge druge? Ja, nas ni nič prestrašilo, mi smo se že zmenili, da bomo šli, pa smo pač prišli danes. Ne glede, ne? Ne glede na vreme. Zdaj pa že tako visoko, da je že sonce prišlo gor. Hvala lepa. Jaz prihajam drugače iz Gorenjske, živim pa se že 15 let v Ivenkovcih, Veličane. Aha, to pomeni, da ste že kar seznanjeni z našimi kraji. Ja. No. Na pohodu ste prvič? Ne drugič, na tem pohodu. In kako vam je všeč? Odlično. Vas niso prestrašile jutranje nizke temperature? Ne, sploh ne, to smo navajeni. Mi Gorenjci smo tega navajeni. Tako da. No in kako se človek za en takšen pohod pripravi? Kakšna mora biti obutev? Se moraš primerno temu, ne? Ponovadi to gojzarje, primerno obleč toplo obleko, čeprav ti je čez 1,5 ure pa že vroče. Tudi ko kaj poskusiš, ne? Ja, tako. Malo najprej zjutraj tisti 0,3, potem pa te že se greje po bregu gor, ja, tako da. Veliko veselja. Hvala lepa. Gospod, odkot pa vi? Ptuj. Planinsko društvo Ptuj. Aha, torej ste prišli organizirano na pohod? Ne, vsak za sebe, zato ker taki pohodi, imamo preveč jih okoli Ptuja, da bi imeli organizirano, pa potem pač vsak po svoji lastni izbiri gre kamor si želi, iti obiskati, poprobati, pogledati, se malo zabavati, se sprehoditi, malo nabirati kondicije, malo D vitamina in to je to. Ste letos prvič na tem pohodu? Ne, letos že enih 7-8 na tem pohodu. To pomeni vam... Že pravo zbirko kozarcev doma. Ja, če bi bili vsakič, bi jih imeli 14, ne? Ja, vsakič pa jih nisem, toliko pa jih nimam. Ja, pa kaj pa se pravim, da 7-8 krat pa smo že na pohodu. Fino, še malo pa bo 12. Še malo pa bo 12, ja. No in kaj vas recimo tako veseli, ko se odpravljate na pohod? Kaj vam je najbolj fajn? Druženje z ljudmi, malo sreča stare prijatelje, vodnike, planince od drugot, domače kraje tu in tu. No, jaz sem drugače tudi skoraj tu lokalni okoli, bližini doma, no. Kot Ptuj, no, tu je zelo blizu Podgorc, pa poskus spadamo in tako, da tu dosti krat hodimo okoli. Kaj pa nizke temperature jutranje vas torej niso prestrašili? Veste kaj, mora biti, zima je zima in zima mora malo pokazati tudi zobe, mora biti mrzlo, tako kot rečejo vinogradniki, treba ti malo poškripati pod nogami, zato da mušice pa vsa golazen, ki je na trsju, pa pod trsem, pa tem, da zmrzne, da bomo imeli potem dober pridelek v naslednjem letu. Gospod Kukovec, vi ste zagotovo človek, ki je bil na vseh 14 pohodih. Ja, resen je. Pred 14 leti se je začela toti Vincekov pohod tako čisto, spontano, čisto, slučajno. Par članov je reklo, da se šlo k našima 2 članoma k Stanki pa klinati vrh na toto Vincekovo. To je bilo nekaj, nas je bilo nekaj prek 7, nekaj med 7 pa med 20, nič več članov. No, tam je, te smo tu tako malo, no, potem pa ideja opala, da bi toto Vincekovo nadaljevali, seveda, ker na Vincekovo se prikaže prva res, in tako je tota ideja opala in potem naslednjo leto, no, in iz leta v leto se tu tako število večalo. Kaj pa recimo vas tako razveseli, ko se odpravite na ta pohod? Ja, mene jako veseli, ker si v družbi, to prvo, drugo, normalno, ker sem član turističnega društva, vedno zdaj delam poleg, v penziji sin imam cajt. Najlepša pa je to, da srečaš tudi prijatelje, tako naprimer danes enega člana sreča, oziroma ki je prišel na pohod, ki smo pred leti pri zavarovalnici kljub delala, pa tudi v penziji, tako da ja pravim tako Vincekov pohod, nekaj malo neko značenje, nekaj tudi pa najlepše pa to druženje. Ste zadovoljni z današnjim pohodom? Kako naj bi jaz zadovoljen, malo pogledajte v nebo, kako čudovito vreme je, sneg je, vse je idealno. Število je nekoliko manjše kot minula leta, verjetno so se ljudje prestrašili nizkih temperatur, ampak tisti, ki smo tukaj, smo dobre volje. Ja, nekaj so se malo temperatur strašili, nekaj so bolezni, vse pa tudi vsi pravijo samo kako so gripe na pohode, pa ni še vune vyple. V glavnem v takem lepem vremenu res mora človek iti ven, pa se v zimi malo razgibati. 14. pohod je to. Kaj vam daje recimo ta prireditev? Ste pridobili kaj na promociji svojega domačega kraja?
Ja, mislim, da smo pridobili. Vsaj zanimanje je, tudi če že pogledamo RTV Slovenija, nas je prišla posnela, se pravi, vsaj neša ve za nas, ne? Pa še gne smo jim malo pokazali, gibljamo se lepo na terenu 3 občin, kak Tomaž gledamo, tak Ormož, tak bomo še in del Dornave videli. V glavnem, lepo je v toti naši kraj in zakaj ne bi tega malo ljudem okoli po Sloveniji pokazali. Pa pokazali malo našo vinsko cesto, katero mnogo o njej povemo, mogoče pa malo premalo pokažemo. Vam je znano, na kateri nadmorski višini smo sedaj trenutno? Ja, nekaj približno okoli 315 metrov višine, nadmorske višine smo, pa gne smo se celi den gibali nekaj med 290, 280 pa do 300, 315. Tako da bomo vsajno malo više, kak ponavadi. Koliko imamo sedaj od tega, iz te postojanke do vašega vinograda oziroma do vaše vinogradniške hiše? No? Če bi aktivno šli z enim normalnim tempom, bi prišli dobre pol ure, ker pa še imamo eno postojanko, pa bomo verjetno rabili kakšno dobro uro. Tam bo tudi kulturni program, kaj pripravljate? Ja, seveda bo malo kulturnega programa, malo bo naše godce nekaj zaigrali, malo bomo nekaj zdeklamirali, pokazali malo na taki starinski način prikaz rezi, pa še bomo že kaj našli. Hvala lepa, želimo vam veliko dobre volje. Na vinogradniški kmetiji Terezije in Martina Kukovca v Rikmerku je bila namreč ena daljših postojank, ker je poleg kulturnega programa in prikaza reza vinske trte bila tudi konkretnejša malica in več časa za počitek. Vmes so se pohodniki na kratko ustavili še v Strjancih na vinogradništvu Anice Marinič. Na poti nazaj v Podgorce pa je bila postojanka še pri vinogradniku Dragu Notersbergu. Zraven gostoljubja vinogradnika Jožeta Cvetka pa je na Cvetkovskem vrhu navdušila tudi cimprača, ki jo je družina Hanželič uredila v muzej. Razen dobrega vina, prigrizka, odlične postrežbe in gostoljubja vinogradnika Jožeta Cvetka je pohodnike 14. vincekovega pohoda na Cvetkovskem vrhu navdušila tudi več kot 120 let stara cimprača, družine Lenarta Hanželiča iz Podgorcev. Kljub častitljivi starosti hiška živi. Prijetno toplo je bilo v njej, mizica je bila polna, bela postelja s pristno žimnico pa je vabila, da se uležeš in mirno zaspiš po napornem delovnem dnevu. Starinska omara pa, da vanjo spraviš svojo pražnjo obleko. Da ne govorimo o neštetih predmetih, ki krasijo verjetno ne več kot kakšnih 12 kvadratnih metrov veliko izbo. Da ne govorimo o starinskem klavirju, na katerega je zbranim gostom zaigrala gospodarjeva hčerka Lara. Mislim, da je tukaj pravo bogatstvo tradicije, tradicionalnih predmetov od nekoč. Kje ste pa vse to sploh dobili? Ja, nekaj smo dobili od prijateljev, nekaj prek interneta, od drugih ponudnikov in smo pač to tako počasi nabirali pa zlagali. Tako da so predmeti so večina stari več kot 50 let, eni tudi čez 100 in tako zdaj to izgleda nekako.
Kakšna pa je zgodovina te Cimprače ali kako se imenuje ta hiša v vaši kraji? Ja, ta Cimprača ima prvi zapiski o tej Cimprači so od leta 1894, stala je enih 30 metrov stran, pa smo jo dvignuli in smo jo porinuli bilo je enih 35 mož, da so tu na roke rivali sen in smo jo dali na svoje mesto. Prekrili ste jo, govori se, da bi jo tudi želeli z slamo pokriti, da bo bolj identična. Ja, bila je slamo pokrita kar nekaj let, pol smo mi to prestavili, pa pokrili z ciglom. Naredili smo tudi novi rušt, zdaj pa imamo opet nekaj v misli, sicer slamo, samo je finančno neizvedljivo še. Torej bo Cimprača služila kot muzej. Komu bo namenjena, komu boste jo z veseljem pokazali? Ja, Cimprača bo kot muzej, namenjena bo obiskovalcem, vsem tistim, ki bojo pač želeli nekaj takega videti in se lahko stavijo pa pogledajo stvari. No, zanimivo je to, da je tukaj prijetno toplo, da ima Cimprača tudi elektriko, tudi prespati je možno. Se zgodi, da kdaj prespite tukaj? To še se ni zgodilo, imamo pa v načrtu, da bi kako noč prespali, da vidimo, kako to izgleda. Ste razmišljali, da bi jo recimo ponujali kot počitniški prostor nekomu za prenočišče? Še ne, pa ne vem, če bomo se za to odločili, ker pač smo radi domači dosti krat tu in bi koga motili, če bi dali komu najem, ne? Stoji pa torej na vrhu vašega vinograda najbrž, ne? Na vrhu vinograda, ja, to je Cikovski breg, se reče, je pa višinska mera nekaj okrog 312 metrov. Približno, to ni zdaj točno, nekaj tu, ne. No, kaj bo naslednji korak torej? Pravite, da je kritina z slame zelo draga, kaj pa še boste drugo uredili? Ja, imamo še kar nekaj v planu, samo to zdaj ne bi jaz naprej povedal, ker te ne bo zanimivo, ne. Dobro, si jo bomo prišli ogledati čez leto dni. Lahko, ja. Samo pridite. Zanimiva je tudi zunanjost hiške, ki že oddaleč naznanja, da je v vsebino vloženo veliko truda. Ja, tu smo sodelovali predvsem moja življenjska sopotnica Majda pa hčerka Lara in smo take ideje malo zbirali in smo se odločili za to, da smo pač to uredili v takem stilu, kak je zdaj. Samo predstavljali smo si lahko, kako lepo je okrog te hiške v ostalih letnih časih in kako prijetno je stopiti vanjo ob vsakem času. Verjeti je, da si jo bodo mnogi kadarkoli z veseljem prišli ogledati. Članom smučarskega kluba Sveti Tomaž je v noči iz nedelje na ponedeljek prvič uspelo umetno zasnežiti smučišče Globoki Klanec. Kako to poteka, smo si ogledali že kar naslednji večer. Vztrajnim in požrtvovalnim članom smučarskega kluba Sveti Tomaž je tako iz noči iz nedelje na ponedeljek uspel zgodovinski podvig. Svoje smučišče Globoki Klanec v Hranigovcih so prvič umetno zasnežili. Smučarski klub si od leta 2003 prizadeva urediti sistem zasneževanja, za kar imajo tudi že urejeno vso infrastrukturo v dolini. V letošnjem letu pa nameravajo še urediti 3 zajetja in črpališče. Pri zasneževanju si trenutno pomagajo z montažnim bazenom na vrhu hriba, vodo pa iz zbirališča v dolini vozijo s cisterno priključeno na traktor. Prvo noč so tako na hrib pripeljali okrog 140 kubičnih metrov vode in naredili preko 300 kubičnih metrov snega. Glavna junaka pri dovozu vode sta bratranca Tadej Vnuk in Matej Kukovec. Se pravi, koliko teh cistern ste pripeljali sinoči vode? Prejšnjo noč 22 cistern. Kako to poteka? Načrpata s potoka? Ja, gremo od tu gori gremo v grobo, tam damo v jorek cev, načrpamo cisterno, pa nazaj sem gor pa spustimo bazen. Kako dolgo traja eno takšno črpanje? Da pridemo iz hriba v dolino, pa nazaj traja nekaj pol ure. In koliko vode pripeljeta torej da enkrat? 4700 litrov. In koliko je potem to snega, koliko kubikov z ene te cisterne? To je približno 10 kubikov snega. Kaj pa minus 22? Vas to ne moti? Ja, je bilo kar zanimivo, zmrzavali so priključke, z brenarji smo igrali, to je to. No in zakaj se tako žrtvujete? Zakaj vas to veseli? Zanimivo, ima pa stroje. Kako gre? Vas zebe?
Ne, saj smo primerno oblečeni, tako da ni problema. No, glede na to, da ste sinoči pripeljali 22 cistern, koliko jih bosta torej z bratrancem pripeljala nocoj? Ja, verjetno podobno število, ne. Pač čim več, ne, da bo čim več snega. Kako dolgo pa traja, da se ta cisterna izprazni? To je par minut, dobre 5 minut recimo, pa je prazna. No, zakaj vas veseli? Tak, v bistvu je zaradi, da se nekaj dogaja, zaradi vseh teh smučarov. To je to. Se vi smučate? Ja, seveda. Pa ste že poskusili po tem novem snegu? Ja, seveda. No in kako vam je bilo pri srcu, ko je torej nastajal prvi sneg? Ja, kot da bi otroke dal igračev, pač vsi veseli, da je to, kaj bi rekel, da je to uspelo, pač kar smo si zadali, no. Tadej in Matej sta vodo vztrajno dovažala tudi naslednji večer. In kot pravita, kljub težaškemu delu se trud izplača, saj je le z dodatnim zasneževanjem smučišče brezhibno. Sicer pa so si člani smučarskega kluba Sveti Tomaž zaenkrat nekaj opreme sposodili na Gorenjskem. Od tam so pripeljali visokotlačno črpalko, cevi, kable in vse potrebno, pravi predsednik Ivan Grašič. In kot je videti, jim odlično uspeva. Veliko zaslug za umetno zasneževanje smučišča pa pripada tudi mojstru za vse, Francu Voršiču. Ja, pomagam pač pri vsakem delu, kaj pač je potrebno. No in kaj je bilo treba vse narediti? Ja, za izdelavo snega smo mogli grozno se truditi. Tope smo sicer imeli že 2 leti kupljene, vse ostalo pa smo se sposodili na Gorenjskem. Na smučišču, ki so naši kolegi, so nam te posodili črpalke, potopno črpalko, cevi in take stvari, te pa smo to včeraj pač na silo nekako vkup spravili pa zaštartali. Kaj to pomeni na silo? Z mukami, ne, ni enostavna stvar to, ne. Na vsakem primeru ni enostavna, ampak ste sposobni, kot je videti, zadeva deluje. Ja, uspelo nam je, hvala Bogu, res nam deluje super. Ste vi tudi smučar? Ne. Veseli vas v glavnem biti zraven? Ja, pomagam, ne, sa vnuka se smučajo. To pomeni, za mladi rod ste tako požrtvovali? Tako, za mladi rod, ja. No, pa je, da ste celo noč delali in spravljali skupaj to. Ja, sinoči smo delali sneg celo noč, zjutraj do 7. No in kako je bilo to, kakšen je to bil občutek, ko je končno torej se napravil prvi sneg? Bi lahko rekel, kad sem jesen, kjer smo tu delali, odvalil kamen srca. Se vam je smejalo? Ja, super. No in kako sploh funkcionira to? To je samo voda, čim bolj mrzla voda, hladna, ne, ki jo črpamo dole v jarki na črpališče, pa to pod pritiskom 18 barov in vreme, ki je tako hladno, letošnjo zimo pa te naredi sneg. Po dvigu vztrajnih članov smučarskega kluba Sveti Tomaž so si prišli ogledati tudi občinski svetniki in župan domače občine Mirko Cvetko. Zraven sta bila tudi župan Ormoža Alojz Sok in župan središča ob Dravi Jurij Borko. Namreč tudi iz okoliških občin na smučišče Globoki Klanec prihaja kar nekaj smučarjev. Smučišče ima tako veliko šans, da postane edinstveno v regiji. Domača občina delovanje kluba tako v smislu razvoja turizma precej podpira. Pri Svetem Tomažu pa delate sneg, kaj ne? Ste veseli, da je uspelo to vašemu klubu? Ja, res je. Nekako nimamo sreče, da bi sneg padal z neba, kot je to običajno za zimski čas. Pa smo rekli, gledajte, mrzlo je, pa probajmo na tak način. In danes res že 3. dan vidimo, da zadeva uspeva. Sneg se dela, smučarjev je vedno več. Kaj čem drugo reči, ko vsi skupaj smo zelo veseli. No, občina kar izdatno smučarskemu klubu pomaga. Kaj vidite recimo v tem? No, gledajte, kar se tiče izdatne pomoči, naj povem, da je tu bilo upravljenega tolikšnega dela, da ga enostavno ni mogoče plačati. Če bi mogli to vse plačati, kar je bilo narejeno z prostovoljnim delom in pa člani smučarskega kluba, potem smo pri Svetem Tomažu povsem prelahki, kar se tiče tovrstne investicije. V lanskem letu, naj spomnim, smo v ta namen namenili 17 000 evrov
Zagotovo pa je bilo upravljenega dela krepko preko 50 000 evrov, ampak v obliki dela, ki so ga vložili ti člani. Kar se pa tiče samega pomena smučišča, poglejte, smučišče pri Svetem Tomažu ima svojo zgodovino. Veliko ljudi je v tem projektu sodelovalo na tako drugačen način, ogromno je bilo vloženega dela. Ne smemo pozabiti tudi na vložek skupne občine Ormož pred leti nazaj, ko so se vlagale tudi proračunska sredstva za to, da smo lahko dosegli tistokrat to, kar smo. In že v tistem času je pravzaprav se porodila ideja in pa seveda tudi edina varianta, da v tem delu Hranigovec lahko smučišče uspe samo pod pogojem, če se bomo šli umetnega zasneževanja. Namreč mrzli zimski dni je kar nekaj, v vsaki sezoni zime, snega pa je bilo vse do danes, do teh zimah preteklih zelo malo. In letos se potrjuje dejstvo, da je zasneževanje prihodnost, da je to prihodnost za ta kraj, predvsem pa, kar se tiče turistične ponudbe, velikokrat radi govorimo, kako ponosni smo na to, da imamo to in ono. Glejte, če hočemo nekaj ponuditi, potem je tudi to lahko en lep segment za vse tiste, ki se želijo turistično promovirati in pa od tega turizma tudi nekaj imeti. No, zraven sta tudi župana sosednjih občin. Se računa, da bi sosednje občine lahko tudi kaj pomagale? Vsekakor smo vsi skupaj mnenja, da to smučišče ni smučišče samo Svetega Tomaža, ampak mora nekako biti v namenu regijskega, bi rekli, področja, se pravi vseh naših sosednjih občin, ne samo Ormoža in pa Središča, trkamo na vrate tudi Ljutomera, Gorišnice, v glavnem vseh občin, ki bodo izrazili izraz dobre volje, predvsem pa nekako videli v tem našem projektu tudi neko rešitev za otroke iz svoje občine. Ne smemo pozabiti, da so osnovne šole tukaj okrog, jih je kar okrog 14, lahko kar lepo pokoristijo ta prostor za učenje smučanja naših najmlajših in če je to tako blizu, kot so Hranigovci tukaj pri Svetem Tomažu, potem verjemite mi, da noben evro, ki ga bodo občine, sosednje občine vložile, ne bo vržen v prazno. V vsakem primeru ima smučišče Globoki Klanec obetavno prihodnost. Smuka je, glede na umetno zasneževanje proge, tako možna še naprej, vsak dan od 17. do 21. ure. Vlečnica obratuje, smučišče je osvetljeno. Vstopnina znaša 10 evrov za odrasle in 8 evrov za otroke. V vsakem primeru zima prinese tudi priložnost za radosti na snegu in na zaledenelih površinah, ter seveda priložnost za sprehode skozi zimsko idilo. Z našo kamero smo se odpravili v obdravski svet. V minulih dneh smo se prebujali v zelo mrzla jutra. Temperature so padale globoko pod ničlo, tudi -18 so namerili tot okrog. Kljub temu se je skozi dan svet nekoliko ogrel, bleščeče sonce pa je zaledenel svet ponavadi spremenilo v ledeno pravljico. Zelo nizke temperature v zadnjih dneh so poskrbele, da je zaledenela tudi reka Drava. Led je tako obdal reko na mestih, kjer je manjši pretok. Nazadnje je bila Drava zamrznjena leta 2012, se spominjajo nekateri. Takrat so jo je ponekod dalo tudi prečkati. Gotovo pa je dovolj zaledenela bila tudi minulo nedeljo na območju akumulacijskega jezera, saj je led vzdržal tudi dva pogumna drsalca, ki pa sta brez dvoma zelo uživala na prostranem drsališču. Snežna potka po nasipu pa je nudila zanesljiv korak popoldanskim sprehajalcem. Tistih seveda, ki se ne bojijo zime in jim dobro dene tudi oster zimski zrak. Prijetno je bilo tudi račkam, ki so se veselile sončnih žarkov in so mirno lebdele na gladini. Verjetno zelo mrzle reke. Precej osamljen pa se je zdel labod, ki kot da je zgrešil pot in vdan v usodo mirno čaka svoje sopotnike.
Med športnimi dogodki smo obiskali 4. turnir državnega prvenstva v streljanju z zračnim orožjem. V Ljutomeru smo bili priča visoki zmagi državnih prvakov v futsalu nad novincem v ligi, ekipo Tomaža. Z mladimi rokometaši Jeruzalema pa smo preživeli sobotno popoldne na Ptuju. Pozdravljeni v tokratnem bogatem športnem pregledu dogodkov z ormoškega konca. Pričeli bomo s strelstvom. Strelsko društvo Kovinar je na 40-mestnem montažnem strelišču v športni dvorani na Hardeku minuli vikend izpeljalo 4. turnir za državno prvenstvo v 1A in 1B ligi z zračno puško in pištolo. Doseženih je bilo nekaj izjemnih rezultatov. Pri zračni puški je kvalifikacije dobila domačinka Urška Kuharič pred Mitjom Černijem in Anžetom Presterelom. Vodilna po kvalifikacijah je v velikem finalu 8 najboljših končala na nehvaležnem 4. mestu. Urška Kuharič, z bučno podporo domačega občinstva, tokrat brez posamičnega odličja, ampak kljub temu zelo visoko na 4. mestu. Iskrene čestitke za ta lep dosežek. Hvala. Kako je streljati pred domačo publiko? Ja, sigurno meni je nekako lažje, oziroma mi je večji užitek streljati pred domačo publiko, nekako bolj čutiš, da imaš podporo in mi je bilo všeč. Navdušila si občinstvo z najboljšim rezultatom kvalifikacij in s tem v bistvu poskrbela za to bučnost v finalu. Kako ti je šlo v kvalifikacijah? Z današnjim rezultatom sem zelo vesela, sem zelo zadovoljna. Nekako sem ne bi rekla, da sem pričakovala, ampak glede na to, da imam res zadnje čase res dobre treninge, sem zadovoljna, poskušam se nekako še najti v streljanju v finalih, ampak mislim, da bo tudi to. Leto se je začelo odlično, serija teh velikih tekmovanj se nadaljuje, vedno znova te spremljamo v finalu, vrhunec sezone se počasi približuje, tvoja pripravljenost je pa odlična, zelo spodbudno. Ja, nekako pač delam na tem in upam, da se bo na koncu vse išlo tako, kot si želim. Zmage v Ormožu se je veselila strelka Grosuplja Klavdija Jerovšek, ena izmed 4 udeleženk nežnejšega spola v velikem finalu. Jerovškova je odlično nastopala v velikem finalu in v samem zaključku, ki je odločal o zmagi na turnirju v Ormožu, premagala Sonjo Benčino iz Ljubljanske Olimpije. Na 3. mesto je končal Jan Kolenc iz Grosupljega, sicer šele 8. uvrščeni po kvalifikacijah. 5. mesto je osvojil Željko Mojičevič, 6. Urška Hrašovec, 7. Mitja Černi in 8. Anže Presterel. Jerovškova, ki je v finalu zadela kar 250,2 kroga, kar je več od državnega rekorda in tudi višji rezultat finalnih rezultatov, ki so jih nastreljali prejšnji vikend v Ruša, je po tekmi povedala. Klavdija Jerovšek, iskrene čestitke za zmago na 4. turnirju 1A državne lige s puško. 250 krogov v finalu še nismo videli, 24,24 desetic. Kako je bilo streljati? Ja, v bistvu na začetku sem bila precej sproščena, sem skozi celotno finale. Edino na koncu je malo narasla trema, je bilo malo težje, ampak vsem sem zdržala do konca. Preostala strelca Kovinarja Tadej Horvat in Petra Vernik sta končala tekmo na 19. in 30. mestu. Ekipno je turnir v Ormožu dobilo strelsko društvo Grosuplje. Strelsko društvo Kovinar je zasedlo 5. mesto. V skupnem seštevku 4 tekem je Ormožanka Urška Kuharič na visokem 3. mestu. Po 4 turnirjih vodi Živa Dvoršak. Po 4. krogu 1A lige za zračno puško je v vodstvu strelsko društvo Grosuplje, ki ima že 10 točk prednosti pred drugouvrščenim strelskim društvom Olimpija in tretjeuvrščenim strelskim društvom Kovinar Ormož. Na zadnjih 2 mestih pa so trenutno strelsko društvo Gančani in strelsko društvo Postojna, vendar se do konca lige lahko še marsikaj spremeni, saj zadnje 3 ekipe ločijo samo 4 točke. Pri strelcih s pištolo se je še enkrat znova pokazalo, da sam rezultat v kvalifikacijskem delu ni dovolj in da je veliki finale zgodba zase. Namreč v finalu je zmagal Sašo Stojak, strelski klub Ptuj, ki je bil v kvalifikacijskem delu 3. z zaostankom 11 krogov. V finalu pa je zmagal s prednostjo dobrih 2 krogov. Na drugo mesto se je uvrstil domačin in vodilni po kvalifikacijskem delu Kevin Venta, strelsko društvo Kovinar Ormož. 3. pa je bil Peter Tkalec, strelsko društvo Dušan Poženel Rečica pri Laškem.
4. mesto je osvojil Jože Čeper, 5. Boštjan Simonič, 6. Franci Ivanc, 7. Klemen Tomaševič in 8. Silvo Kostrevc. Drugovrščeni Venta, ki je v kvalifikacijah odstreljal odličnih 390 krogov in postal zmagovalec kvalifikacij z naskokom 4 krogov, je po tekmi povedal. Kevin Venta, najboljši kvalifikacijski rezultat s 390 krogi v prvi A državni ligi. Čestitke za takšno streljanje. Kako je bilo? Povej nam malo. Ja, v bistvu danes mi je uspelo vse misle dobro kontrolirati v kvalifikacijskem delu in tudi tehnično so bili strele skoraj da brezhibne, tako da to je to. Enako oziroma zelo podobno kot Urška Kuharič v A-ligi s puško, tudi pri tebi v A-ligi s pištolo z bučno podporo domačega občinstva. Tokrat ni šlo čist do konca, ampak kljub temu drugo mesto in s tem srebrno odličje. Verjetno si zadovoljen s tem dosežkom? Ja, v bistvu glede na vse težave v finalu sem zadovoljen. Pač ni bilo tistih občutkov pravih in pač sem se mučil čez celo tekmo, je pa zadostovalo za drugo mesto. Z dobrim streljanjem tvojih dveh ekipnih kolegov, Nenada Vignjevića in Emerika Hodžića, še do ekipne zmage na domačem tekmovanju si je kaj več skoraj da že težko želeti. Ja, to je res, ja. No, čestitke. Kakšna je tvoja pripravljenost oziroma kakšna bo pot, ki jo boš prehodil v nadaljevanju do Evropskega prvenstva z zračnim orožjem, ki ga bomo spremljali v Sloveniji v Mariboru med 6. in 12. marcem? Zdaj nas čaka v naslednjem tednu, ki pride največje tekmovanje mednarodno v Münchnu. To bo kar zelo dober test, 2 močni tekmi. Potem pa čisto normalno, pač vse tekme, ki pridajo še. Bistvo pa je, tehnični del je pri meni zelo dober. Vse, kar moram še postoriti, je psihološki del. Psihološka priprava. Kot praviš, tisto, kar je dobro, naj takšno tudi ostane, preostalo pa naj temu sledi. Čestitke še enkrat in veliko uspeha še naprej. Kevin Venta je trenutno tudi vodilni v skupnem seštevku po 4 od 6 turnirjev državnega prvenstva v posamezni konkurenciji. Preostala člana ormoškega kovinarja Nenad Vignjević in Emerik Hodžić sta na tekmi v Ormožu zasedla 12. in 14. mesto. Člana Jožeta Kerenčiča, Simon Simonič in Aleksandar Ciglerič sta osvojila 11. in 15. mesto z izkupičkom 373 in 372 krogov. Ekipno je 4. turnir dobila ekipa organizatorjev iz Ormoža z 12 krogi naskoka pred ekipo strelskega društva Jože Kerenčič iz Miklavža pri Ormožu. Po 4 odstreljanih tekmah med pištoljaši ekipno suvereno s 13 točkami naskoka vodijo Ormožani pred Ptujem. Pištoljaši iz Miklavža pri Ormožu so trenutno na 7. mestu. Znova so se kot odlični organizatorji predstavili člani strelskega društva Kovinar Ormož. Steven Vočanec, tehnični vodja strelskega društva Kovinar Ormož. Čestitke za to organizacijsko vnemo in za pripravo 4. turnirja 1. A in 1. B državne lige zračno puško pištolo. Ta organizacijska vnema ne pojenja. Iz leta v leto se Kovinar Ormož postavlja in dokazuje, da je zelo uspešen tudi na tem področju. Kako organizira takšen turnir? Ja, prvo lep pozdrav. Ja, seveda, vsako leto se potrudimo in organiziramo kakšne 2-3 velike tekme. Tako smo letos po enoletnem premoru tudi začeli organizirati državno ligo za člane in za mlajše. In pač skupnimi močmi in z podporo okolice, občine pač organiziramo takšna tekmovanja. Športno dvorano ste postavili 40 modernih elektronskih tarč Sius Ascor. Tega še v tej dvorani nismo imeli. Tako je. To je prvič, da je strelišče pokrito z elektronskimi tarčami. Imeli smo ene majhne preglavice rahle, vendar smo jih uspešno prebrodili, tako da mislim, da v bodoče bomo kar tudi še zmeraj skandidirali in streljali na elektronske tarče. Domači strelci so se prav tako izkazali in se za to dobro organizacijo dožili še z odličnimi rezultati. Kako komentirate njihove dosežke v 1. A državni ligi? Ja, z pištolsko ekipo sem zelo zadovoljen, so tudi danes zmagali. Puškaški se pač danes ni posrečilo, vendar gledamo dalje in upamo na boljše rezultate v naslednjem krogu. V klubu rastejo odlični posamezniki, člani državne reprezentance. V članski selekciji Urška Kuharič, Kevin Venta sta tista pretendenta.
ki nekako računata in bosta nastopila potem tudi kasneje na Evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v Mariboru, ki predstavlja vrhunec letošnje sezone. Kakšna bo priprava v klubu vezano na ta dva tekmovalca do takrat? Ja, zdaj še smo v taki pripravi, da imamo količinske treninge, potem pa tam nekje računamo zadnja 2-3 tedna, pa bomo zmanjšali količine, tako da bomo nekje, upamo, optimalno pripravljeni tam okrog 10. marca, da dosežemo tiste najbolj optimalne letošnje rezultate. Danes smo videli na strelišču 144 strelcev, najboljših v članski selekciji. Jutri imamo možnost od blizu spremljati še nastope 300, več kot 300 mladih nadebudnežev v državnih mladinskih ligah. A je to velik zalogaj za organizatorja kljub temu? Ja, seveda je. Predstavljate si, da 300 je nekaj mladih nadebudnežev pride in v 8-9 urah se morajo vsi na strelski liniji udejstvovati in je velik zalogaj, vendar se tega ne bojimo. Smo vajeni. Uspešni ste tudi z mladimi strelci. Kakšne rezultate pričakujete jutri? Ja, od mladih pričakujem, da se potrudijo po svoji najboljši moči, neke cilje jim ne postavljam, saj so še mladi, naj si izgradijo svojo športno pot, tako da naj uživajo v svojem športu, ki so ga izbrali, torej streljanju. Našim strelkam in streljcem želimo uspešno leto 2017 tudi v nadaljevanju sezone. Člani elitne futsal druščine v državi so odigrali tekme 12. kroga. Ta je ponudil 40 zadetkov na 5 tekmah, oziroma v povprečju je padlo po 8 golov na tekmo. Poglejmo izide. Tomaž Šicbar pro en Maribor 1-8, Oplast Kobarid Dobovec 4-2, Litija Benedikt 5-4, za Vasiliko Puntar Tolmin 5-4 in Bronško Fije Sevnica 5-3. Gostovali smo v Ljutomeru, kjer je okrog 200 gledalcev prišlo pospremiti domače junake in aktualne državne prvake iz Maribora. Pred tekmo so 9-uvrščeni Petelini na zadnjih 3 tekmah osvojili le 1 točko. Na drugi strani Mariborčani v letošnjem prvenstvu še ne poznajo poraza in suvereno vodijo pred Litijo, ki jim je edina v drugem krogu uščipnila točki. Tomaž, ki je pred tekmo ostal brez trenerja Mateja Gajserja, se je na začetku dobro upiral gostom in tudi nekajkrat nevarno zapretil pred golom Maribora. Udeleženci letošnje lige prvakov so mrežo gostiteljev prvič zatresli v 9. minuti. Z leve strani je z levico natančno v dolgi kot nameril Denis Totoškovič. Isti igralec je povišal prednost Maribora na 2-0, ko je izkoristil mlahavost v domačih obrambnih vrstah. V 11. minuti je za Tomaž zadel Mitja Gašparič, ki je najprej iz igre vrgel Alena Fetiča in nato še matiral vratarja Damirja Puškarja. Le za kratek čas je zatlelo upanje v preobrat Petelinov. Domači vratar Miha Prijol je v 12. minuti kar 2-krat moral v mrežo po žogo. Na 3-1 je povišal Nermin Hasanbegovič, na 4-1 Matej Fideršek s svojim 16. golom v sezoni. Državni prvaki so tudi v nadaljevanju trdno držali vse niti igre v svojih nogah in do odmora še 2-krat zatresli mrežo Tomaža. Prekrasen je bil 5. gol Maribora po lepo izpeljani akciji, katero je natančno zaključil Totoškovič v 14. minuti. Izid prvega polčasa Tomaž Šicbar pro en Maribor 1-6 je v 19. minuti postavil Nikola Jandrič, po novi lepi kombinaciji gostov. V drugem polčasu so gledalci videli le 2 zadetka. Oba sta končala v mreži Tomaža. Na 7-1 je v 29. minuti z atraktivnim zadetkom povišal nezaustavljivi Totoškovič.
Isti igralec je mrežo Tomaža zatresel še v 40 minuti za končnih 8-1. Prisluhnimo izjavam akterjev tekme. Glede, prvo moram čestitati ekipi za zmago, kajti ta ekipa je res number one trenutno v naši ligi. Za naše dečke moram reči, da so igrali dobro, solidno, v obrambi so se trudili, sicer prvi polčas nisem bil zadovoljen, ampak v drugem polčasu pa moram reči, da je bilo kar zadovoljivo. Sami ste videli, da sem stal sam na klopi, moram se zahvaliti zdaj pred kamero tudi mojemu prijatelju Mateju, ki je 4 leta, lahko rečem, vztrajal z mano in s temi dečki, da smo ustvarili ta krog, ta cikl tega tekmovanja. Res smo osvojili ogromno stvari s temi mladimi igralci. Jaz sem zadovoljen s tem, sicer hvala njemu še enkrat. Jaz upam, da bomo se še kdaj srečala in da bomo skupaj oddelala še dalje, kot smo doslej delali. Hvala lepa. Ja, visok poraz. Na začetku tekme je bilo videti, kdo bo gospodaril na igrišču. Mi smo se prišli boriti, pred domačo publiko pokazati, da imamo srce, tisti, ki smo danes stali tu na igrišču. Trudili se smo s 3 menjavami, bili smo res oslabljeni, ampak mislim, da lahko pogledamo čisto vsem v oči, ki so bili danes na tekmi. Vsi smo v bistvu dali res tisti zadnji kanček atoma. Poznale so se nekatere spremembe v ekipi, z nami ni več Mateja Gajsera, tu se mu predvsem samo zahvaljujem za vse 3 leta, ki je delal z nami. Želim mu srečno dalje. Sam pa upam, da zdaj ta poraz z Mariborom v bistvu ni tako kritičen, kot se vidi. Maribor je vseeno državni prvak, udeleženec Lige prvakov. Mi se borimo za obstanek in to je bila res dobra šola za dalje. Upam, da so fantje toliko v glavah močni, da strnemo zdaj vrste, začnemo trenirati, pridejo naše tekme, poberemo vse pike doma, ki bodo na voljo in pokažemo, da pač Tomaž lahko obstane v prvi ligi. Ja, sigurno je že kar nekaj tekem, smo jih letos odigrali. Pozna se malo, da smo utrujeni, v začetku tekme nam ni najprej steklo, ampak pol smo zabili te lahke gole, tako podarjamo vsako tekmo, te lahke gole moramo zabiti in pol bo lažje. Vemo pa, da smo najkvalitetnejša ekipa v Sloveniji in mislim, da moramo samo tako nadaljevati in pripeljati to formo v končnico. Ste pričakovali tako gladko zmago? Pričakovali, ne, sigurno vsaka tekma je težka, na vsako tekmo gremo 100% in je pa res, da ko zabiješ te lahke gole, pol ekipa malo nasprotno pade in to je vedno lažje za nas. Pa dobro, to je zdaj druga tekma v 3 dneh, malo so tudi fantje utrujeni, ampak važne so točke, da smo tudi to gostovanje pač odpravili dobro in lepo se zdaj pripravimo še na naslednje tekme in pa pripravo na pokal in pa na končnico. Ste pričakovali tako gladko zmago? Pa dobro, ne moramo to naprej predvidevati, ampak mi gremo vsako tekmo neko svojo igro in svojo vizijo in potem za svojo kvaliteto nekako potem prisilimo nasprotnika, da se podredi naši igri in na koncu pač pridemo do teh zmag. To je to. Na lestvici vodi Maribor z naskokom 8 točk pred drugouvrščeno Litijo. Na visoko 3. mesto se je zavihtel Oplas iz Kobarida, ki je pri 20 točkah. Z 18 točkami sledita Dobovec pivovarna Kozelj in Škofijski Bronksi. 6. je Sevnica, 7. Zavaz, 8. Benedikt, 9. Tomaž z 9 točkami, na zadnjem mestu je z istim izkupičkom 9 točk Tomaž Tolminski Puntar. V naslednjem krogu 3. februarja Peteline čaka gostovanje v Kobaridu in nato 8. ter 10. februarja 2 domači tekmi proti Litiji in Bronxu. Zaključili bomo z rokometom. Sobotno popoldne smo preživeli v družbi najmlajših ormoških rokometašev, fantov rojenih leta 2006 in 2007. Zaradi bolezni je precej okrnjena ekipa sodelovala na turnirju mlajših dečkov C, ki je potekal v športni dvorani Ljudski vrt na Ptuju. Poleg gostiteljev in Ormožanov so nastopali še mladi rokometaši iz Maribora. Največ znanja od vseh 3 ekip je pokazala ekipa iz Ormoža, ki ima tudi glede na število odigranih turnirjev največjo kilometrino. Tako že v soboto 28. januarja generacijo letnika 2006 in 2007 čaka na Ptuju nov turnir v mini rokometu. Na turnirju pod imenom Pika Poka bo sodelovalo 10 ekip iz naše okolice, razdeljenih v 2 skupini. Prisluhnimo simpatičnim izjavam mladih športnikov po turnirju na Ptuju. Kako si zadovoljen s svojo igro danes?
Ja, v redu. Zelo dobro je bilo. S kom ste igrali? Igrali smo z Mariborom, s Ptujem. In kako so bili rezultati? Rezultati so bili zelo visoki. Torej ste dvakrat zmagali. Ja, Trenirate pridno? ja, redno hodimo na treninge, včasih tudi ne pridemo, ampak to je redko kdaj. Pa, kera je tvoja najljubša pozicija? Moja najljubša pozicija je desni bek. Drugače pa vedno trdimo oziroma pravimo, da je najboljše, da igramo čim bolje v... Obrambi. Pa igraš dobro v obrambi. Ne glej. Ti pa si vratar. Ja, Pa braniš kakšno žogo. ja, brani. Kaj je naloga vratarja? Naloga vratarja je, da brani gol, da zmaga. Pa vratar pri rokometu mora tudi dobro sodelovati v... Igri. Pa ti dobro sodeluješ s soigralci. Ja, sodelujem. Imaš kakšnega idola, vratarja? Zdaj na svetovnem prvenstvu, kdo ti je najbolj všeč od vratarja? Matevž Skok. Danes ste odigrali 2 tekmi, kako ste se odrezali? Odrezali smo se dobro in zmagali smo obe 2 tekmi. Kako to, da ste bili boljši od nasprotnikov? Ste toliko boljši ali več trenirate ali ste tako talentirani? Mislim, da več treniramo in smo tako dobri zaradi tega, ker dosti treniramo. Bili ste tudi na turnirji v tujini, kako ste se tam odrezali? Odrezali smo se dobro, bili smo 5. in 3. Čestitke na 2 zmagah, odigrali ste odlično in 2-krat visoko premagali koga? Ptuj in Maribor. Kaj pa je bilo tisto, ta pravo, da ste premagali svojega nasprotnega? V čem ste recimo boljši? Da sodelujemo. Torej, da ste močni kot ekipa, ne pa kot posamezniki. Ja. Kaj je tisti glavni cilj, ki imate oziroma naloge v obrambi, pa napadu čvrsta? Čvrsta obramba. Pa v napadu, da čim manj, Odbijamo žogo. pa vam to gre dobro? Ja, še kar. Igrate tudi na velikih turnirjih v tujini. Je lažje igrati v tujini ali je lažje igrati v Sloveniji? Kje so boljši nasprotniki? Boljši nasprotniki so v tujini. Tvoja pozicija pa je kakšna? Srednji. Srednji zunanji pomeni, da zelo rad organiziraš igro in pa asi stiraš. To pomeni, da igraš veliko do soigralcev, veliko pa daj do soigralcev. Je tako? Ja. V prihodnosti, kaj si želiš? Biti mogoče slovenski reprezentant? Ja, slovenski reprezentant si želim postati. In pravijo, da si ti kapetan ekipe letnikov 2006. Ja. In kaj je naloga kapetana? Da spodbuja, Da spodbuja svoje soigralce. pa da jih vodi na igrišču. Ja, še kakšna naloga? Ne. Tvoja pozicija v ekipi je kakšna? Levi bek. Pa igraš rad to pozicijo ali bi rad igral kakšno drugo pozicijo? Ja, rad igram to pozicijo. Trenerji od vas zahtevajo čvrsto, Čvrsto obrambo. pa igrate obrambo čvrsto. Ja, Ampak opažamo vedno, da ste vedno najšibkejši na igrišču. Je to res? ja, Ampak imate pa največjo. srce. V tem vikendu še eno ekipo ormoškega Jeruzalema čaka nastop na turnirju. Generacija letnika 2004 in 2005, ki je nedavno osvojila drugo mesto v Čakovcu, odhaja na izjemno močan mednarodni turnir v Reko na Hrvaškem. Sodeluje 16 ekip iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Slovenije. Ekipa nastopa v skupini z domačinom Trsatom iz Reke, Karlovcem in avstrijskim Ferlachom, katerega vodi bivši rokometaš Velike nedelje Dino Poje.
Ekipa mlajših dečkov bo na turnirju odigrala 6 tekem. Na pot odpotuje 12 igralcev in 2 trenerja. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Anca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasno oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem zašije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 7 v Ormožu. Ponuja šivanje modnih in klasičnih ženskih, moških in otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklažo in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi v sredo od 12 do 15 ure, v četrtek in petek od 9 do 13 ure. Vedno pa vam je na voljo na telefonski številki 041 317 339. Dobar den. Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi. Tu je center ponovne uporabe. Veš, kaj vse moje obleke sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, šulje. Pogledaj, kakšne lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ka sem si kufar sobom prinesel, ka ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravila oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stol pošen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? No ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Morda je težje zaživeti popolno. Gotovo pa je lahko popolna vaša pričeska. In to z obiskom v frizerskem studiu S-Stil Sandra Hruškar SP, Koledvorska ulica 6 v Ormožu. Modne in klasične, ženske, moške in otroške pričeske, takšne, kot ste si jih vedno želeli.
za popolno pričesko. Frizerski studio S-Stil v Ormožu. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Ob slovesu pa še povabilo k ogledu oddaje Utrip Ormoža iz arhiva. V nedeljo ob 20. uri bo na ogled oddaja z dne 6. julij 2000. Nova oddaja pa, kot običajno, že čez teden dni. Vse dobro vam želimo. Do prihodnjič.